N1 podcast s Suzano Lovec. Lepo zdrav, dragi gledalci, drage gledalke. Pozdravljeni v še enem N1 podcastu. Konec tega tedna, ki je ugledal drugačno Ameriko in svet, je z nami dr. Matjaž Nahtigal, predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede. Diplomiral in doktoriral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, magistrski in doktorski študij nadaljeval še na Harvard Law School v Združenih državah Amerike, kjer je tudi doktoriral. Dr. Nahtigal, dobrodošli. Pozdravljeni. Hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu, da z nami tukaj za N1 analizirate to, kar se je dogajalo v zadnjih dneh in kar se še bo. Hvala vam za povabilo. Torej, če narediva potegnemo neko črto pod te dni, kako drugačne so Združene države Amerike po tem tednu, po Trumpovi inauguraciji in po njegovih prvih potezah? Ja, že ti prvi dnevi kažejo na to, da bodo procesi potekali izjemno intenzivno, izjemno dinamično, vse smeri v skladu s predvolilnimi napovedmi. Mislim, da so tudi v ZDA zelo presenečeni, pravzaprav se zdijo ti zadnji 3 dnevi že skoraj kot 3 leta. Mislim, nas čaka še izjemno dolgo, zahtevno obdobje, tako v Združenih državah Amerike kot po svetu, tudi v Evropi. Mislim, da so v ZDA sami komentatorji in tudi strokovnjaki in tudi svobodna civilna družba presenečeni nad intenzivnostjo, dinamiko, kar nekako so ostali brez konteksta. Jaz sem sicer presenečen, da so presenečeni, ker mislim, da se je to zelo jasno napovedovalo. In mislim, da so kar nekako v zdaj enem težkem conu šoka. To je točno tisto, kar je tudi predsednik Trump želel doseči čim več v čim krajšem času in se konsolidirati v svojih pristojnostih, ingerencah, ukrepih in spraviti pravzaprav civilno družbo, institucije, sistema na nekako v eno defenzivno, pasivno držo, tako v ZDA, kot verjetno drugod po svetu. To mu je v prvi fazi gotovo zelo dobro uspelo. Kako se bodo pa stvari odvijale naprej, je popolnoma odprto, nepredvidljivo. Bo pa potrebno tudi se konsolidirati, nedvomno, predvsem na ravni ameriške družbe, institucij in spraviti stvari v kontekst delovanja družbe 21. stoletja. Veliko stvari se dogaja, ste mi včeraj rekli, ne? In da se morajo stvari nekako posesti, da bomo lahko videli pravo sliko. Tako nekako ste rekli, kaj nam lahko zastira pogled, da ne vidimo mogoče nekih stvari še jasno. Je to ta stampedo teh odločitev, ki jih je sprejel, izjav, ki jih je bilo veliko, ali še kaj drugega? Več stvari. Prvo je, da ne smemo pozabiti, da je predsednik Trump zmagal z majhno razliko. Da je zmagal z recimo 77 milijoni glasov proti 75 milijoni glasov. Še nekoliko manj razlike, samo 1,5 odstotne točke, kar je ena najmanjših razlik v zadnjih desetletjih na predsedniških ameriških volitvah. Torej nekako nima polnega, neomejenega, obsežnega mandata, kot to sam pripoveduje. In je ameriška družba v resnici mnogo bolj razdeljena in tudi nima tako enoznačne podpore, kot to sam razlaga, vendar pa živimo v časih, ko zmagovalec pobere vse. Nekako je ta mentaliteta prevladuje v gospodarstvu, v tehnološkem sferi, v finančni sferi. Vidimo, da zmagovalci, vodilne korporacije, vodilni oligarhi pobirajo vse in zgleda, da je to tista mentaliteta, ki jo je zasebnega biznisa pripeljal s seboj tudi predsednik Trump, sedaj prevladuje tudi v ameriškem predsedniškem sistemu. Njegova značilnost že od prvega dneva naprej je, da deluje enostransko. Enostransko v odnosu do ameriških zveznih institucij, do ameriškega kongresa, do ameriške izvršne veje oblasti, do ameriškega pravosodja, do ameriške ustave, čeprav je na njo prisegel. Pa vidimo, da že v prvih korakih zlorablja oblast, ne samo da širi ali pa izkorišča res že velike pristojnosti, ki jih ameriški predsednik ima, ampak da gre še čez to. Sedaj so že prvi reakcije tudi strani ameriškega pravosodja, kjer ugotavljajo, da so posamezni izvršni ukazi predstavljajo neposredno, očitno, brezobzirno kršitev ustave, ampak to zaenkrat Trumpa zagotovo ne bo ustavilo. To so manjši prvi koraki k pozicioniranju. In podobno delujejo tudi v mednarodni skupnosti. Z enostranskimi ukrepi, mislim, da njegova mentaliteta, filozofija je predsedovanje skladno z prerogativami 19. stoletja, zato si je tudi za svojega vzornika izbral
predsednika McKinleya, znanega po visokih carinah v koncu 19. stoletja in deluje nekako, izvaja neko imperialno predsedstvo, kjer bo poskušal, kot rečeno, z odloki, z izvršnimi ukazi, mimo drugih vej oblasti, procedur, iskanje širokih družbenih zavezništev, ki jih v bistvu ne potrebuje več, saj ni skoncentriran na drugi mandat, izvajati vse, kar si želi. Mislim pa, da je to njegovo delovanje, on želi zagotovo pustiti pečat, ampak razmere, okoliščine, tako v ameriški družbi, gospodarstvu, socialnem, družbenem kontekstu, kaj šele v kontekstu globalizacije, so veliko bolj kompleksne, kot se jih sam loteva. In ti njegovi vzorci, on poskuša delovati tako, kot je deloval v okviru svoje Trumpove organizacije celo življenje, in tam smo videli 34 točk kazenske obsodbe, ki jih je velja prebrati, zato ker je on tam v teh 34 točkah, kjer je bil po vseh teh točk strani ameriške porote, ameriške državljane spoznal za krivega celo vrsti kaznivih dejanj, lepo kaže njegov modus delovanja. On mikromenedžerira, premika knjigovodske fakture mimo zakonodaje, mimo pravil, tudi korporativnih, kaj šele finančnih, knjigovodskih, davčnih, in poskuša nekako izpeljati neko svojo akcijo, ki si jo je zamislil. V tem kontekstu gotovo je tudi še mnogo drugih kontekstov, ni vedno neuspešen, zgradil je res velik gospodarski imperij in sedaj tudi na vrhu svojih moči. On je dosegel s tem, ko je bil izvoljen, pravzaprav vse svoje ključne cilje, s tem, ko je postal ameriški predsednik, se je izognil oziroma si je dosegel praktično popolno imuniteto, rešil se vseh sodnih postopkov, kazni, sankcij, ima še veliko odškodninskih zadev odprtih, kjer je gotovo ranljiv, finančno ni tako zelo neobčutljivo, kot se zdi na prvi pogled, ampak vse to se je sedaj nekako rešil in to je bil njegov prvi osnovni cilj. Rešil je Trumpovo korporativno organizacijo, sebe je postavil na vrh, Ko on govori o tem, da je potrebno Ameriko narediti veliko, to je vedno potrebno razumeti v nekem kontekstu. On predvsem najprej misli na sebe, na svojo Trumpovo organizacijo, potem na svoje MAGA podpornike in potem na oligarhično elito, ki se mu je popolnoma podredila, priklonila in ga podprla, zelo oportunistično, tudi zelo dvorezno. In od tam dalje on gradi potem neko percepcijo Amerike, velike Amerike na zahodni polobli, v odnosu do drugih držav sveta. Skratka, gre za mehanizme, institucije delovanja 19. stoletja imperialnega predsedstva, ki gotovo ne more delovati v 21. stoletju, ustvaril bo več problemov, je nasledil celo vrsto težav, konfliktov po svetu, neenakosti Združenih držav, za katere ni odgovoren, ki so nastajali dolga leta, desetletja, nekje od 80-ih let naprej, je vrh neoliberalnega finančnega kapitalizma in sedaj ga usmerja v neliberalno finančno oligarhično smer 21. stoletja. Skratka, nasledil je ogromno problemov, ki jih gotovo ni sam povzročil, nekako izraz teh problemov, tudi MAGA podporniki nekako so izraz nezadovoljstva. To, kar on zna gotovo doseči, je izkoristiti nezadovoljstvo prebivalstva, mnogo bolje ga zaznava, kot so ga zaznavali na Demokratski stranki, in tudi preusmerjati pozornost, hkrati pa ima to sposobnost ali pa neko znanje, da zna v bistvu potegniti najslabše iz svoje družbene baze, tako kot je sedaj pomilostitev vseh tistih, ki so vdrli v ameriški kongres pred 4 leti, nasilno obračunavali tam z vsem, ki so jim prišli na poti, poškodovali ogromno število policistov, ki so varovali kongres, predstavniško, ključno demokratično predstavniško institucijo Združenih držav. In te ljudi je sedaj pomilostil. S tem kaže zelo veliko, pošilja zelo različne signale. Tukaj so, mislim, da tudi na republikanski strani tudi sami presenečeni v precepu, kaj šele ostala ameriška družba, ampak je, kot rečeno, v tem smislu del problema, nasledenih problemov, sam mislim, da jih ne bo reševal, ne glede na to res nenavadno retoriko o zlatem obdobju, o tem, kako bo sedaj poskrbel za ameriške interese. Mislim, da si to vsak razlaga po svoje, ampak mislim, da že s temi 3 dnevi predvsem prepoglablja probleme, kot jih pomaga reševati. V dobrobit predvsem ameriških oligarhov v tem trenutku in pa ne vidim tu kakšnih posebnih
priložnosti za izboljšave, recimo tudi za njegove podpornike, za 75 milijonov ljudi, ki niso glasovali za njega, ki jih niti ne omenja, obračunava že naprej z Bidenovo administracijo, kar ne kaže njegove veličine. To počne nekdo, ki ni pravzaprav prepričan vase, ki nima vizije programa za naprej, ampak poskuša pravzaprav obračunavati z ljudmi za nazaj, kar gotovo ni državniška država 21. stoletja. Oligarhe ste omenili večkrat, svet je gledal tehno oligarhe v prvi vrsti na inauguraciji in simbolno se je v bistvu samo razkazalo to, kar že vemo, kar je bilo vsem, v bistvu je bilo zdaj še vsem na očeh. Ti odnosi med temi tehnogiganti, ki dejansko zauzemajo že velik del naših življenj, in novim predsednikom Amerike, to skupno slavje. Zdaj, bil je to njihov poklon njemu, hkrati tudi njegov nekakšen poklon njim, potem to priseganje vpliv Elona Muska na Trumpa. Kako pomembni so eden drugemu Trump in ti najbogatejši ljudje? Zelo pomembni. Gre za prijateljstvo, zavezništvo iz koristoljubja, iz preračunljivosti. Morda bi samo še eno stvar omenil glede samega predsedniške drže, ki jo včasih pozabljamo. Kaj sploh pomeni biti dober voditelj tisti 21. stoletja? Potrebne so 4 kvalitete. To so vizija, to je program, to so državniške vrline in to je vztrajnost. Predsednik Trump ima samo 4 od vrlin. Nima nikakršne vizije ameriške družbe, družbe mednarodne ureditve v 21. stoletju, ki se spopada s ključnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, kot so globalna javna dobra, od javnega zdravja do bolj uravnoteženega globalnega razvoja v nujno potrebnem zelenem prehodu. On je vse te ključne, pravzaprav eksistencialno vprašanje razglasil kot neobstoječa, je sploh v njih ne verjame, skratka nima vizije. Je pozitivno, da se zavzema za odpravo vojn, tukaj ga je potrebno popolnoma podpreti, karkoli bo napravil več, kot je uspelo to Bidenovi administraciji, bo plus. Kljub temu je tudi tukaj potrebno veliko večja neka strukturn, premišljen strateški pristop za odpravljanje vzrokov konfliktov, ki so se nabrali v zadnjih desetletjih, ali to premor ali ne, je veliko vprašanje. Vsekakor pa vsaka odprava kateregakoli konflikta v svetu je pozitivna stvar, ki je potrebno še dodatno podpreti. Kar se tiče samega programa, predsednik Trump nima programa, njegov program so carine in pregon, izgon migrantov. To sta 2 njegovi ključni točki. Carinski ukrepi so ukrepi, za katere je recimo Franklin Delano Roosevelt, tisti, ki je resnično prenovil ameriško družbo in je napravil za resnično svetovno velesilo, je povedal že leta 1932, da so to ukrepi, ki se jih ne bo posluževal, ki bo zniževal zato, da omogoča tudi ameriškemu gospodarstvu večji, hitrejši, boljši razvoj in da kakršnekoli dodatni carinski ukrepi, kritizirajo svojega predhodnika Hooverja, bodo pripeljali tudi do protiukrepov. Skratka, Roosevelt je šel v popolnoma drugačno smer prenove ZDA, konsolidacije institucij, vključitve ameriškega prebivalstva na celotnem področju ZDA, celotne rekonstrukcije, ki je izvajal, vključno z regulatornimi organi. Kar se tiče vrlin, so že govorila o njegovih kazenskih sodbah in celi vrsti drugih postopkov, kjer kaže, da nima niti državniških vrlin, predvsem pa mislim, da nima tudi know-howa za to, kako bi ameriški predsednik lahko jim pomagal prenoviti nujno potrebno izvesti prenovo ameriške družbe, gospodarstva v pogojih 21. stoletja, kar je izjemno zahtevno, recimo prenova ameriškega srednjega zahoda, ki je zelo močno postal deindustrializiran, ki se lovi v tem zelenem prehodu, ki ga tudi Bidenova administracija ni uspela v zadostni meri skupaj sodelovanja s temi državami srednjega zahoda ustrezno prestrukturirati v relativno majhnem času, čeprav ne gre za podcenjevati naporov in pa tudi pozitivnih iniciativ Bidenove administracije pri infrastrukturnih projektih, pri znanstveno-tehnoloških projektih, pri obnovljivih virih. Vse to je sedaj ponovno postavljeno pod vprašaj. Skratka, izvaja nek pristop anti-Roosevelta, in kako bo napravil Ameriko veliko, je popolnoma nejasno, je popolnoma nelogično. Znanje potem, da napravi samo prvi korak in od tam dalje je nekonzistenten in podobno deluje tudi v mednarodni skupnosti. In to je tisto, kar potem mednarodno skupnost tudi tako zaposluje. Lahko omenim samo še včerajšnji govor, ki ga je imel nadaljavo v Davosu, je bil res enostavno čuden, na pol je nekako grozil,
postaja sicer nekoliko še previdnejši in bolj zadržan glede teh carinskih ukrepov, ki se napovedujejo, kljub temu pa mislim, da so signali tudi v Davos bili poslani zelo slabi in tukaj se mora mednarodna skupnost gotovo pripraviti, organizirati, postaviti na svoje noge. Kar se pa tiče vprašanja oligarhov, njihovega zavezništva, je pa obstaja en mit o oligarhih in to je, da so ameriški oligarhi, da so v bistvu samostojne poti podjetniške, inovativne izbrali, da so se sami pravzaprav spostavili kot danes super uspešni multimilijarderji v svojih korporacijah. To je velik mit. Vsaka malo resnejša analiza nastanka recimo teh zgodb oligarhov kaže na to, da za njimi stoji znanstveno raziskovalni potencial, inovacije celotnega ameriškega raziskovalnega segmenta, ki je izjemno močan, univerzitetni, javna finančna sredstva na področju cele vrste inovacij, ki so bila dostopna, dosegljiva pravzaprav vsem podjetnikom v ZDA. Ogromno je tukaj subvencij, Elon Musk je dobil velike subvencije tako za proizvodnjo Tesle, kot strani več različnih zveznih ministrstev, kot tudi ministrstva za energijo, recimo. Hkrati pa tudi uživajo zelo velike zaščite. Zato, ker se v Ameriki že dolgo leta ne izvaja protimonopolna zakonodaja, so lahko koncentrirali in monopolizirajo svojo hitro naraščajočo moč. Izjemno veliki so prejemniki tudi drugi vrst zaščit, kot so davčne olajšave in pa tudi dost neizdelan ali pa neuresničujoč sistem plačevanja davčnih obveznosti oligarhov, tako da so večstransko zaščiteni in sedaj so že, ker so zrasli v tem recimo zaščitenem okolju, pričakuje enako ravnanje, enak tretma povsod drugod po svetu, zato imajo tile oligarhi večinoma svoje sedeže tudi na Irskem, ki bo posebno pomembna zgodba, kako se sploh regulira, zato ker je to del Evropske unije, evropske regulative, evropskih davčnih pravil. In zato je tudi Evropska unija tako velik trn v peti oligarhom, zato tako zelo napadajo, kritizirajo posamezne evropske države, zlasti pa bruseljske institucije. In tukaj bo morala Evropska unija, sem prepričan, ohraniti svojo avtonomijo, svojo regulativo, ne delati kakršnekoli koncesij in tudi oligarhe je potrebno spraviti v kontekst konkurenčnih pravil na trgu, poštene konkurence. Vse te podjetja so pravzaprav pokupila ali pa izrinili z trga ogromno majhnih, propulzivnih, zelo inovativnih podjetij po Združenih državah in drugod po svetu in pa še naslednja velika značilnost teh velikih korporacij, na katerim so mnogi očarani, tudi vidimo, da ko jih vidijo tam v te milijarderje obdane okoli Trumpa, reče, to bo pa sedaj prenovilo ameriško in svetovno gospodarstvo, kriptomilijarderji, finančni oligarhi, tehnološki oligarhi. V resnici so pa izjemno privilegirani, izjemno zaščiteni in pravzaprav dušijo ameriško podjetniško iniciativnost na celi ravni in to je v bistvu ta model, oligarhični, finančni, ki ga bomo morali znati preseči tako v Združenih državah z veliko bolj inovativnimi modeli upravljanja korporacij, veliko bolj konkurenčnimi, tudi takšnimi, da bodo največje, najbogatejše multinacionalke plačevali svoj pošten del davkov v ZDA, v Evropi, povsod drugod po svetu, zato ker pravzaprav ožijo manevrski prostor držav za financiranje vseh nujno potrebnih programov, kot so izobraževanje, infrastruktura, zeleni prehod, socialni stebri, varnost. In nekako ne smemo pustiti, da bodo oligarhi vladali svetu, ker se nam ne obeta nič dobrega, ne v ZDA, ne v Evropi, ne drugod po svetu. Postajajo v bistvu s tem, kar smo videli z oligarhi tam v prvi vrsti, kar, kot sem rekla, samo še na oči prišlo to, kar smo že vedeli, postajajo Združene države Amerike na en način podobne Rusiji, čeprav so v bistvu ti oligarhi drugačni, ampak mogoče je to mit, da Ruski so navezani na državo, so išli iz države. Vi ste zdaj povedali, da tudi na nek način tudi ameriški, ne? Jaz mislim, da njihov vrednostni sistem je zelo podoben. Zato je tudi pričakovati, da se bodo zelo dobro med seboj sporazumevali, usklajevali in to je en del Trumpovega delovanja, ta transakcijski pristop. Če boste dali dovolj milijard na ameriški trg, v ameriške investicije, bodo sledile koncesije, bomo do vas bolj prijazni tudi, ampak to je
To je resnična ekonomija 19. stoletja. Sodobni sistemi so veliko bolj kompleksni, zahtevni, ni mogoče kar tako priti v Davos in napovedati, ne vem, strahovitih investicij iz Savdske Arabije, govori Trump o desetinah in stotinah milijardah dolarjev, kot da je to tako zelo enostavno doseči in vsi samo čakajo, da bodo lahko odprli svoje vire, investirali. Mislim, da so stvari mnogo bolj zahtevne za te recimo državne avtokratske sisteme Bližnjega vzhoda, Kitajske in seveda tudi za oligarhe v Rusiji. Oligarhi v Rusiji so nastali v času tranzicije, tudi v veliki meri o podpori ideje množične privatizacije vseh možnih izigravanj tako v Rusiji kot tudi v Ukrajini, ki so pravzaprav v resnici ustvarile ogromno bogatstvo, velikokrat preseljeno iz Rusije na zahod, v evropske banke, v vzhodnoameriške banke in pomagali opustošiti, obubožati pravzaprav in tudi odvzeti prihodnost v Rusiji, Ukrajini in mnogim drugim državam. Avtorji množične privatizacije, zanimivo, ne? Če se moramo malo spomniti za nazaj v času Jelcina. Jelcin je tudi vladal s predsedniškimi odloki. Ne? Včasih se mi zdi, da je podoben način vladanja je sedaj Trumpu je podobni Jelcinu v sredi 90-ih let, ki je omogočil neznansko bogatenje in ustvarjanje maloštevilne oligarhične strukture okoli Jelcinovega kroga, ki ga je potem Putin prevzel in še bolj nekako skonsolidiral, zdiscipliniral. Je obubožal rusko prebivalstvo, odvzel njihovo gospodarsko, socialno, družbeno prihodnost. Rusija je bila leta 1990 približno na enake ravni razvoja, kot je Kitajska, z večjim in boljšim potencialom pravzaprav razvoja, ali pa vsaj približno podobnim. Medtem ko je danes približno, mislim, da več kot 10-krat manjše gospodarstvo rusko. Ne? In Putin rajši kanalizira vse to spoznanja, negativne učinke pravzaprav svojega 25-letnega vladanja v konflikte navzven, kot pa da bi se soočil z situacijo resno ekonomsko, socialno doma in tudi mislim, da mnogi oligarhi podpirajo, nekateri verjetno so se morali tudi umakniti, ampak delovanje ruskih oligarhov ali pa tudi naraščajočega razreda milijarderjev v Evropski uniji, ne smemo pozabiti, milijarderjev v Indiji, milijarderjev znotraj kitajske partije, ki so sicer se malo manj izpostavljajo, vendar pa ta globalna oligarhična struktura nas zna pošteno pravzaprav omejevati pri res nujno potrebni pravzaprav socialni, družbeni, okoljski, trajnostni prenovi povsod po svetu. In če bodo oni postavljali pravila za razvoj, davčni razvoj, tehnološki razvoj, tudi vrednote, ne, tale pogovor Muska z sopredsednico AfD-ja kaže, v katero smer so pripravljeni iti, ne, njimi vseeno lahko sklepajo družbena zavezništva s temi najbolj, recimo temu, radikaliziranimi ali pa nezadovoljnimi deli družbe. Nekatera nezadovoljstva niso neupravičena, ampak ta sprega, recimo družbenega nezadovoljstva globalnih oligarhov potiska družbe ZDA, Evrope, tudi drugod po svetu, vse bolj neliberalne, avtokratske režime, ki bodo šli na račun celovitega družbenega socialnega razvoja, neodvisnega samostojnega srednjega razreda, na račun zmanjševanja demokracije, pluralnosti, človekovih pravic in pa veliko bolj odprtega razvoja. Skratka, če pogledamo, ne, gospo, ki stoji na pristanišču v New Yorku, ne, in pozdravlja desetletja in stoletja migrante. Če si kdo daj pogledal tudi muzej migracij, s katerega je šlo dejansko milijone in milijone ljudi, ki so potem vzpostavili ameriško družbo, mislim, da je lahko joče. Če se samo vrnem malo nazaj na Rusijo, ne? Kako pa ocenjujete zadnje Putinove javne izjave glede vojne, to, kar je namenjeno Putinu, kar je javno usmerjeno v Putina? Kot rečeno, kakršnakoli prizadevanja za iskanje trajnostnega, pravičnega miru v ukrajinski vojni so lahko dobrodošla. Nobeno od teh prizadevanj ne more iti mimo spoštovanja ukrajinske državnosti in perspektive in prihodnosti. In tudi ne evropskih interesov. Če se znotraj tega najde in gre za enega najbolj zahtevnih, kompleksnih uničevalnih sporov in vojn v zadnjih desetletjih. Iskanje
rešitve iz tega res globokega prepada, v katerem so se znašli, je dobrodošlo. Bo pa moralo biti zelo domišljeno. Vedeti je treba, da je Putin na oblasti sedaj že 25 let, da je preživel že veliko ameriških predsednikov. Putin se je srečeval tudi v Ljubljani z Bushem. Takrat si še nismo predstavljali, da je to v bistvu, takrat smo mislili, da je to prispevek k neki svetovni perspektivi in miru. Sedaj gledano za nazaj vidimo, da je to bil začetek neskončnih vojn po 11. septembru in pa zelo destabiliziranega svetovne ureditve. Ampak Putin se je ogromno naučil, je zelo spreten, preživel že veliko ameriških predsednikov in mislim, da pripravlja svoj teren tudi že za Trumpa. In je tu veliko bolj spreten. Trump je zelo retoričen, tudi sedaj spodbuden z premirjem v Gazi, ki je gotovo pozitivno, ampak tudi tam so vsa ostala vprašanja od uničene Gaze, življenja Palestincev, sobivanja Palestincev in Izraela popolnoma odprta. Kje je šele druga faza? Nismo še niti blizu druge faze. Tretja faza bo še zelo veliko korakov. Tudi to pomeni, da bo koncentracija ali pa fokus Zahoda zelo različna, medtem ko se bo Putin zagotovo osredotočil in se zna zelo dobro skoncentrirati, kako preigrati še enkrat več Zahod, in to zelo rad počne. Tako da je tukaj potrebno biti zelo previden in bo potrebno zelo veliko sofisticiranosti in niansiranosti. Te v času Bidenove administracije ni bilo dovolj. Tudi strani Evrope je tudi zmanjkalo neko signaliziranje, ker enostavno razmerje Rusija z Zahodom ne bo mogla biti postavljena izoliranost po severnokorejskem modelu, da boste popolnoma največjo državo sveta vzpostavili popolnoma izolirane. Mislim, da je to neizvedljivo. S Putinom kakršnekoli kredibilni dogovori mislim, da tudi niso zelo realni, podučeni z dogovori Minska 1, Minska 2, ki sta bila pravzaprav vsak od teh dogovorov je bil samo način, mehanizma, kako ga čim bolj spretno taktično izigrati, kar je Putinu res uspeva ali pa je sposobna. Tisto, kar pa vidim tukaj vzvode, so prvi zasežene devizne rezerve. To je nekaj, na kar Putin in oligarhi v Rusiji zagotovo niso imuni. In pa objektivno dejstvo, ki mislim, da ga moskovske elite, ne samo Putin, ampak tudi njegovi oligarhi, njegovi podporniki premalo v tem trenutku izpostavljajo ali pa ne problematizirajo, pa je, da v Rusiji objektivno ni v interesu, da bo postala nekakšen podrejen, odvisni partner Kitajske, popolnoma izoliran od Zahoda. Ruski oligarhi so se vedno zelo dobro počutili na Zahodu, ne glede na to, kako zelo kritizirajo in ne marajo. Vsi pošiljajo svoje otroke na evropske šole, vsi imajo svoje vile in jahte parkirane povsod po Mediteranu. Skratka, po eni strani Evropska unija nek slab projekt, Evropska unija je preveč multikulturna, po njihovem mnenju, preveč spoštujemo pravila, po njihovem mnenju, preveč je pluralna, miroljuben projekt. Kaj tudi podcenjujejo, češ, da je Evropska unija preveč mehka, mehkužna. Skratka, zelo podcenjuje Evropsko unijo, tako ruski oligarhi, tudi krog politikov okoli njega, hkrati pa vsi nekako iščejo dobrobiti priložnosti Evropske unije. Ampak mislim, da je Putin podcenil Evropsko unijo v zadnjih 3 letih, pričakuje, da bo veliko bolj se umaknila, da bo veliko bolj pasivna. Tukaj se to ni zgodilo in da bo zelo pokleknila zaradi ruskega plina, kar kaže na Evropsko unijo, da se je sposobna odzvati, da se je sposobna prestrukturirati, postaviti na svoje noge. In prepričan sem, da če se bo Trump lotil odnosov do Evropske unije, pa tudi do Rusije na takšen način, da bo naletel na veliko presenečenj in da ne bo uspešen. Odziv Evrope pa po vašem mnenju mora biti kakšen? Zdaj, trenutno se zdi, da je v bistvu, da rekli ste, da je Amerika v šoku, da v bistvu, čeprav je vse napovedal, je v šoku, kako hitro in kakšen je ta stampedo. Ampak zdi se tudi, da mednarodna skupnost občuti trenutno nek kaos. Je tako? Se popolnoma strinjam. Tudi Evropska unija je v precepu. Vidimo, da nekateri hodijo v Washington, Giorgia Meloni z Italijo, išče nekaj verjetno poseben, bolj prijazen aranžma ali pa tretma. Verjetno so še drugi politiki, ki ravnajo ali pa razmišljajo podobno. Giorgia Meloni ne sme pozabiti, da je odvisna predvsem od evropskega programa prestrukturiranja in odpornosti. Z 200 milijardami financira italijansko prestrukturiranje
evropski proračun tukaj zelo vezana na evropska pravila in v interesu Evrope, seveda poleg Italije same, da je Italija tukaj uspešna, bo pa uspešna toliko, kolikor bo tudi Italija spoštovala evropski kontekst, evropski projekt, evropske institucije in delovala v okviru pravil in vrednot Evropske unije in ne bo šla v smeri neliberalne demokracije, kar nakazuje s posameznimi svojimi koraki. To velja tudi za druge evropske politike. Tukaj gotovo so razmišljanja, ne, ali se da kaj iztržiti po strani ali ne, ali pa skušnjava pri drugih evropskih voliteljih. Mislim, da se glede tega motijo, da bo Evropska unija na koncu izpostavljena kot celota. Ima pa Evropska unija izkušnje in se je dobro odzvala na grožnje in tudi ukrepe carinske v letih 2017-2018. Je zelo dobro odgovorila. Podobno kot danes to dela Kanada. Jaz mislim, da je kanadski model, ki bi ga morali tudi v Evropski uniji že sedaj podpreti, in tudi mehiškega že sedaj podpreti, je že predstavljen nabor ukrepov, protiukrepov v primeru uvedbe dodatnih carin. To so carinski ukrepi zoper proizvajalce v tistih zveznih državah, ki so podporniki MAGA, in tistih podjetij, ki podpirajo MAGA delovanje, in so tudi zelo ranljivi, občutljivi. To ugotovila že Evropska unija in tudi Kanada. To je prvi korak. V drugem koraku sistemski ukrepi, ki bodo prizadeli nedvomno tako kanadsko kot ameriško kot mehiško gospodarstvo. In tretjem stopnjevanje ukrepov. Recimo Kanada je ugotovila, da je zelo velik v resnici izvoznik nafte, plina in kritičnih surovin v ZDA, in tudi tukaj napoveduje recimo dvig uvoza električne energije za velik del severnih držav ZDA, in kaže na to, da tudi, ne, da je to, kar pravim, 19. stoletje enostranski, enodimenzionalni pristop. V času soodvisnosti, zavezništva je pa potrebno iskati skupne rešitve, v skupno dobro. To je nekaj, česar Trump ne razume. Da so na drugi strani partnerji, zavezniki, skupni interesi, da ne morete se postaviti nad vse ne v ZDA, ne v kompleksnih pogojih globalizacije in uvesti enostranskih ukrepov, ki ne bodo vas tudi močno prizadeli. Tako da mislim, da bo morala to Evropska unija verjetno najprej na bolj konstruktiven, prijazen način komunicirati. Evropska unija je preigrala scenarije trgovinske, jih preigrava v okviru evropskih institucij že kar nekaj mesecev, ni tako naivna in nepripravljena, kot mogoče izgleda na prvi pogled. Pričakujem, da bo te dejavnosti ali pa dialog tudi dvigovala, hkrati pa pazila tudi na svoje interese. Tudi Evropska unija ima svoje zelo ranljive točke, ki se jih zelo dobro zaveda in bo morala vedeti, znati zelo dobro skupaj, preudarno ocenjevati, do katere meje, do kam lahko gre, in pa krepiti evropski model. Evropski model pa pomeni razvoj socialnih stebrov, okrepljen razvoj, okrepljen zeleni prehod, ki določa, kdo bodo konkurenčna gospodarstva v prihodnjih letih in desetletjih, in pa krepiti svojo varnost ter pa strateško avtonomijo. To niso floskole, to je smer, v katero Evropska unija že dalj časa gre, po korakih, ne gre premočrtno, dela tudi Evropska unija veliko napak, ampak kot rečeno, bo morali tudi izpostaviti, ne molčati ob kršitvi človekovih pravic ZDA. Ta pogrom migrantov, ki so v resnici zelo produktiven, zelo lojalen del ameriške družbe, deluje na ameriškem kmetijstvu, v ameriškem gradbeništvu, v ameriških socialnih stebrih, ki nujno potrebujejo celo vrsto teh migrantov, da bodo sedaj te iste ljudi, ki so se izjemno izkazali tudi v času pandemije, da so lahko družbe sploh o 5. obletnici, da so lahko preživele pandemijo, da smo lahko ostali doma, ker ogromno ljudi delalo v poljedelstvu, v živilsko-predelovalni industriji, v logistiki, da je lahko in v zdravstvu, kjer so ljudi bili na prvih bojnih linijah, tvegali svoje življenje v prvi fazi, da smo lahko prestali pandemijo ob manjših, recimo teh zdravstvenih škodi, kot bi sicer lahko bila, in sedaj bodo te iste ljudi preganjali po šolah, njihove otroke, po celi vrsti drugih institucij. AIS je dobil ogromno, to je služba za migracije in ameriška po celotni državi, da bodo iskali migrante, njihove dokumente, ali imajo ustrezne statuse ali ne, njihove otroke, je nepredstavljivo za 21. stoletje. To
To so ukrepi, ki jih svet še ni videl pravzaprav v zadnjih desetletjih. Nihče ne ve, kako se bodo izvajali in tukaj mora Evropska unija ne sme molčati. Pri kršitvah človekovih pravic. Absolutno da. Eden izmed ameriških zvednih sodnikov, prej ste že nakazali to, v bistvu včeraj, danes, ko snemava, je petek, začasno blokiral ta izvršni ukaz Trumpov o ukinitvi avtomatičnega državljanstva za otroke rojene na ameriških tleh. Sodnik je dodal med drugim, da takšnega primera še ni imel na sodišču, sem že več kot 40 let, ne spomnim se nobenega takšnega primera, v katerem bi bilo predstavljeno vprašanje tako jasno. Kako je mogoče, da predsednik podpiše tak ukaz, ki gre mimo v bistvu ustave? Ameriški predsednik deluje zelo, kot smo rekli, enostransko, ne ozira se na kakršnekoli omejitve pravne, ustavne, izvršilne, poskuša bo širiti, krepiti, predvsem pa se je tudi obdal, za razliko od prve administracije, tudi samo še zelo lojalisti. V prejšnji administraciji vendarle je imel tudi v svojem kabinetu strokovnjake, neodvisne pravne strokovnjake visokega kalibra, ki so bili ravno tako lojalni ameriški državi, ameriškemu predsedniku, ameriškemu sistemu, hkrati so pa opozarjali na takšne kršitve. Sedaj ne posluša več nikogar, tudi v bližini očitno nima več nikogar, ki bi mu lahko karkoli svetoval. Mislim, da Trump zelo slabo ali pa zelo selektivno poznal tudi ameriško zgodovino. Ta predsedniški ukaz je pravzaprav napad na temelje ameriške ustavne ureditve v zadnjih 150 let. Ta amandma, ameriški 14. amandma, ima svojo zelo pomembno zgodovino, ima svoje zelo pomembne razloge in pravzaprav na nek način spodkopava temelje ameriške družbe, ameriškega družbenega ustavnega ustroja, kakršne se je izoblikoval v zadnjih desetletjih, in to je res zelo hud napad pravzaprav na ustavno demokracijo. Ni slučajen. In če bo to vzorec, s katerim bi lahko deloval naprej, bo zagotovo poskušal delovati, zlasti v smeri arbitrarnega izrekanja tudi kakšnih izrednih ukrepov, kjer se potem širi tudi svoja pooblastila. Skratka, gre za zelo nevarno situacijo v ameriški družbi. Kot rečeno, se bo moralo znati, tako kot se ta sodnik in celoten pravosodje, sem prepričan, se bo odzvalo. Vemo, da je na koncu velika neznanka ameriško vrhovno sodišče, kjer so 3 sodniki, ki jih je imenoval on in so mu relativno naklonjeni. Tudi oni se bodo morali prej ali slej zelo jasno spostaviti, ali bodo lojalni Trumpu, ki se bo nekako poskušal izvzeti iz ameriškega ustavnega sistema kot imperialni predsednik, ali pa bodo ostali zvesti lojalni ameriški ustavi, ameriški ustavni tradiciji, ki ima svoje zgodovinske nastavke. Ne bomo rekli, da ni kakšen del ustave tudi smiselno tudi spreminjati. Pozitivna sprememba bi bila odprava koledža volilnega, ki gotovo spreminja ameriške volitve, in pa nujno potrebno omejitev vloge ameriškega kapitala v volitvah. To je popolnoma nevzdržno, to popolnoma izkrivlja ameriške volitve. Tukaj tudi bi morala biti po mojem ustavna pravila glede omejitve financiranja ameriških kampanj strani velikih korporacij, oligarhov, ki pravzaprav sedaj postavljajo oligarhično strukturo. To bi bile lahko pozitivne ustavne spremembe, v kateri bi Amerika morala iti, v kateri tudi Biden bi lahko šel že veliko bolj odločno prej. Tako da, kot rečeno, Trump je nasledil celo vrsto nerešenih vprašanj, jih je samo v bistvu še zaostril, poglablja, in pa mogoče samo še korak glede tega, da mora Evropska unija tukaj biti načelna. Do delovanja ne smemo molčati, do kršitve pravic. Human Rights Watch, poročilo za leto 2024, zelo močno kritizira že Bidenovo administracijo, izpostavlja, kako pravzaprav ne spoštuje več cele vrste mednarodnih zavez na področju konvencij o zaščiti migrantov. Pravici do azila so popolnoma že skoraj da razvrednotene že v času Bidenove administracije, ki je zelo zaostril pravzaprav delovanje na mehiški meji, in zelo močno kritizira Human Rights Watch tudi delovanje Evropske unije na Mediteranu. Tudi glede tega si pri nas zatiskamo oči, ampak tudi bi rekel, da je situacija v Evropski uniji ni bistveno boljša. Če pogledamo poročilo Human Rights Watch, tako da bo potrebno imeti kritično refleksijo. Vsi modeli imajo svoje resne probleme, tako evropski model, ameriški model, kitajski model, in vsi bodo morali znati nekako najti neko res bistveno bolj celovito nacionalno razpravo ali pa večnacionalno razpravo, kam pravzaprav gre človeštvo v 21. stoletju, kje so smeri razvoja, in mislim, da bodo potrebne veliko večje strukturne
inovacije, pobude, ki bodo prihajale od svobodne civilne družbe, neodvisnih strokovnjakov in da ne smemo pustiti, da nam oligarhi ali pa oportunistični vsakokratni voditelji brez integritete, brez vizije pravzaprav narekujejo, diktirajo tempo v teh izjemno zahtevnih, kompleksnih situacijah, kjer mislimo, da razvoj enega dela sveta gre na račun drugega dela sveta, nasprotno potrebujemo veliko bolj celovit, veliko bolj uravnotežen razvoj od držav globalnega juga do držav, ki se hitro vzpenjajo, vse imajo svoje legitimne interese, do seveda nujno potrebnih prenov. Je pomembno, kaj se dogaja z ameriškim delostvom Srednjega zahoda, kaj se dogaja z mehiškimi malimi kmeti, nikakor ni nepomembno. Tudi ta opiatska kriza, ki nastaja, ni slučajna, ne? In narkokarteli v Mehiki so proizvod zelo slabega, pravzaprav prestrukturirane Mehike, pogroma v Kolumbiji, ki je narkokartele pregnal v Mehiko, in pa vprašanje, s katerim bi se morali vsak prosvetljen voditelj ukvarjati, kaj pa poganja opiatsko krizo in tako velikansko povpraševanje po narkotikih v Združenih državah, ne? Če so ljudje tako zadovoljni, tako veliko imajo priložnosti, možnosti za delovanje, za emancipacijo, odkot tako velika poraba vseh možnih narkotikov? V tem, vi ste rekli že ta teden za Radio Slovenija, ne, da bo na preizkušnji ameriški sistem check and balances, ne, da si bo širil pristojnosti, tako kot ste tudi danes opozorili. Kako pomembni bodo tukaj posamezniki, ki bodo držali ta jez, da ne bo padel, kot je recimo ta sodnik, ali pa z čisto drugega polja delovanja, recimo v katedrali v Washingtonu, ne, ob inauguraciji, ko je maševala ta škofinja, ki je pozvala, ne, kar so zabeležile kamere, kar je videl ves svet, naj bo Trump milosten do istospolno usmerjenih transspolnih oseb in do migrantov, ki, kot ste vi rekli, opravljajo številna težaška dela, slabo plačena dela, ne, in nimajo državljanstva. Kako, če tako malo naivno vprašam, kako pomembni bodo ti ljudje, ki si bodo upali reči, zastaviti besedo in opozarjati na kršitve? Zelo pomembni. Vsaka drža, vsaka integriteta, vsak pogum, državljanski pogum, ki bo potreben, bo izjemno dragocen. Tako kot ste omenili ta dva primera, prepričan sem, da je veliko sodnikov, ne pozabimo, da so generacije in generacije pravnikov, mladih, ambicioznih pravnikov in pravnic v Združenih državah, neodvisnih civilnih institucij, tudi cele vrste javnih organizacij za pravno pomoč so šolani v izjemno profesionalnem, izjemno kakovostnem pravnem sistemu, ki so ponotranili, da morajo biti vsi, tudi najmočnejši pravzaprav posamezniki v družbi podvrženi vladavini prava, vladavini zakonov, ne arbitrarnosti, ne svoji moči. In verjamem, da bo še takšnih primerov ali pa posameznikov zelo veliko na vseh področjih. Zelo pomembno vlogo bodo igrali verski voditelji. Primer, ki ste ga omenili z nacionalne katedrale v Washingtonu, je izjemno pomemben, je velja o njem razmisliti. Tudi sporočilo, mislim, da verski voditelji, da ne stojijo avtomatično in brezpogojno za Trumpom, za njegovim delovanjem. Vedo, da Trump tega ne bo tako sprejel in razumel, to so vedeli že v začetku. Tudi škofinja je izjemno lepo predstavila delovanje, življenje migrantov, marginaliziranih skupin, in je bilo pa to sporočilo tudi Trumpovem ožjemu krogu, da bo še kdo drug razmišljal o verski razsežnosti, češ vsi se ne sklicujejo na vero, na Boga. In tudi prisega ameriška je temu namenjena, tako da je nekaj, kar poskuša nekako spodbuditi tudi razmišljanje, tudi vloge verskih voditeljev bo zelo pomembna v Združenih državah in tudi drugod po svetu. Papež Frančišek je tisti, ki ima držo, ki jo razglaša in se velikokrat oglaša. Drugi verski voditelji se mi zdijo veliko bolj močeči, kaže tudi, mislim, da kar na negotovosti, pa tudi na krizo velikih svetovnih religij v 21. stoletju. Religija v ZDA, tudi vloga in pomen religije v zadnjih 20 letih tudi v ZDA upada. Recimo število ljudi, ki Pew Research Institute kaže zelo manjšo vlogo pomena religije vpliva na ameriško družbo, kot je imela še pred 20-25 leti. Tako da mislim, da ameriški verski voditelji, če bodo stavili na Trumpa, mislim, da stavijo na napačnega konja, tako kot če bi evropski verski voditelji stavili na Orbana. To gotovo niso
rešitve za probleme, vprašanja, izzive 21. stoletja in mislim, da bo vloga vere ali pa verskih institucij prej se slabila na ta način kot krepila. Tukaj je skratka veliko družbenih skupin, posameznikov bo v precepu ali postaviti se po konci za svojo držo ali ne. Kar se pa zavor in ravnovesje tiče, gotovo so tukaj posamezniki, tudi znotraj ameriške izvršne veje oblasti. Tukaj so ključne recimo ameriška agencija za varovanje okolja, ali bo ohranila svoje standarde ali bo popolnoma deregulirana po zahtevi oligarhov, ameriški davčni sistem, ali bo vztrajen in tudi iskal postopke in tudi prisilil pravzaprav največje, najbogatejše, da ne bodo iskali davčnih lukenj, je izjemno zahtevno vprašanje, zato ker so izjemno sofisticirani pri tako imenovanem davčnem optimiranju, kar daje slab zgled tudi vsem ostalim po svetu. Skratka, morajo delovati te institucije. To, kar reče Trump, globoka država, to je to. To pomenijo neodvisne institucije, ki delujejo zakonito, neodvisno in v skladu za javno dobro. Okoljska institucija, davčne institucije, tudi pravosodni izvršni organi, FBI in tako naprej, če bodo ti ohranili standarde demokracije, zakonitosti, vladavine prava, in mnogi med njimi so tako šolani, so usposobljeni, jih ni mogoče kar tako nadomestiti. Tudi ICE organizacija za migracije, ne glede na vse grožnje, vse pritiske, tako globoka država je v bistvu neodvisna, izvršna veja oblasti, ki skrbi za skupno dobro in se ne pusti preveč globoko politizirati ene ali drugi opciji, ki v bistvu poskuša zasledovati neke svoje parcialne politične agende. Mislim, da je to tisto, kar bo odločilo o tem, kar sva rekla, kako ohraniti sistem zavore in ravnovesij. Znotraj izvršne veje oblasti je ogromno profesionalcev, gotovo se bodo še naprej mnogi med njimi prizadevali, tudi bodo tvegali svoje kariere. Izjemno bodo izpostavljeni. Trump grozi vsem, ki se ne strinjajo z njim, ki avtomatično brezpogojno ne podpirajo njegovih ukrepov, ne glede na to, kako so nesmiselni, protizakoniti, protiustavni. Ljudje se bojijo uvajanj, že zdaj. Definitivno. Grožnje so izjemne, izpostavljeni bodo res zelo, zelo močno, ampak to so ljudje, na katerih bo stal in padel pravzaprav sistem zavor in ravnovesij v vseh vejah oblasti, o podpori civilne družbe, o podpori svobodnih medijev, ob nekako neutraliziranju negativnih učinkov socialnih medijev, ki so postajali nek megafon, očitno oligarhov, neliberalne demokracije, res tega vsega pravzaprav najbolj toksičnega, zastruplevalskega diskurza, omalovaževalnega diskurza, ki ga ima Trump tudi sam zelo rad in ki ga zelo močno spodbuja skupaj s svojimi oligarhi. In pa, kar se pa tiče, je sam sistem, ustavni sistem zavor in ravnovesij, potem bo pa potrebno vzpostaviti tudi sistem zavor in ravnovesij v celotni družbi. Ta moč korporacij je gotovo prevelika na račun ameriških delavcev, ameriških majhnih podjetnikov, ameriških majhnih kmetov. Skratka, zavor in ravnovesje se razume ne samo v tem klasičnem ustavnem smislu, ampak tudi v smislu družbenih zavor in ravnovesij. Neodvisnih posameznikov, svobodno razmišljajočih s svojimi iniciativami, z možnostjo povezovati se v lokalne skupnosti, v lokalne, regionalne, razvojne iniciative, ki so zelo pomembne. Tudi zelen prehod ni enoznačen, linearen, ni tako enostaven ga zgraditi. V Iowi so se uprli, ker postavljajo 231 velikih vetrnih turbin. Pravijo, tega v Iowi ne želimo, zakaj? Ker je tudi veliko sovraštvo do privilegijev na ameriškega obale, vzhodne in zahodne, in Iowa pravi, mi ne bomo žrtev zelenega prehoda, od katerega boste vi imeli več. Skratka, dokler ne bo uravnoteženega družbenega razvoja in bolj poglobljenega diskurza, vse tisto, kar bi potrebovali od voditeljev, lokalnih, regionalnih, tudi zvezne države bodo igrale zelo pomembno vlogo pri sistemu zavor in ravnovesij, vse družbene skupine, če želimo dobiti bolj uravnoteženo, bolj vključujočo ameriško družbo, in to bi moral biti tudi bolj demokratičen model in bolj inovativen model tudi za druge predele sveta. Skratka, govoriti o sistemu in zavoru in ravnovesju bo ključno, ohraniti te ključne standarde, ki so bili vzpostavljeni v zadnjih desetletjih in tako naprej, skozi katere so se šolale cele generacije. Hkrati pa želim pa izpostaviti še to, sistem zavor in ravnovesij, tržnega gospodarstva, tudi političnih ureditev.
za izzive 21. stoletja, na znanju temelječega družb, gospodarstev 21. stoletja bodo potrebne tudi inovacije. Skratka, za konstitucionalizmom, ki je bil ustanovljen v 18. stoletju, ki ima sedaj tudi mnogo velike negativne učinke, kot je velik vpliv zasebnega kapitala, recimo, ne, in proti kateremu ni imun. Politične stranke ustanovljene večinoma v 19. stoletju, ideološko, organizacijsko, in pa način proizvodnje, kakršen je bil ustanovljen v 20. stoletju, niso modeli, niso institucije, ki bi lahko zagotavljale boljše delujoče delovanje držav, velikih, majhnih in srednjih v globaliziranem soodvisnem svetu 21. stoletja. Potrebne bodo institucionalne inovacije, ki bodo omogočile veliko več iniciativnosti, strateških zavezništev, pluralnosti, tudi pluralnih modelov razvoja. To je tisto, kar tudi Bidenu ni uspelo. Ne? Zadnji, ki je bil res inovator, je bil Franklin Roosevelt, ki je ustvaril celo vrsto novih institucij. Potrebujemo pa nove Roosevelte 21. stoletja, ki ne bodo delovali po istem kopitu od Amerike do Rusije do Kitajske, ampak bomo iskali modele, ki bodo prilagojeni potrebam, aspiracijam prebivalstev po različnih predelih sveta. Mi potrebujemo veliko bolj raznoliko svetovno družbo, institucije, gospodarstva, politične, kulturne, družbene, gospodarske, izobraževalne modele po različnih predelih sveta, ki bodo med sebojno konkurenčni, ki se bodo med seboj učili drug od drugega, dobre prakse, spodbujali, skratka namesto sedanje spirale navzdol. In Trump predstavlja spiralo navzdol, neko bitko do dna. Poskuša spostaviti Ameriko kot neko v bistvu davčno oazo, ki bo pritegnila deregulirano davčno oazo, ki bo pritegnila kapital vsega sveta. To je recept za katastrofo, da bo napravil iz ZDA nek kontinentalni Singapur, dereguliran, davčno prijazen, okolju prijazen, delu prijazen, se pravi brez delavskih pravic ali pa z minimalnimi delavskimi zaščitami, z minimalnimi okoljskimi standardi, z minimalnimi davčnimi standardi in neko davčno oazo. Mislim, da je to model, ki je res model zgodnega 19. stoletja, ki gotovo ne more preroditi ne ameriškega gospodarstva, ne svetovnega gospodarstva, močno medsebojno povezanega. In dokler, smo rekli, Trump je samo posledica, dokler ne bomo dobili novih pobud, vizij, iniciativ iz vseh predelov sveta, kako nasloviti podnebno krizo, zeleni prehod, tudi tehnološki razvoj, bolj trajnostni razvoj, bolj vključujoč, kako odpravljati prekarno delovne pogoje za celo mlade generacije, kako ustvarjati kakovostno delovno mesto povsod po svetu, kjer smo vsi neuspešni. Biden je bil neuspešen, Evropska unija je neuspešna, Kitajska tudi ni uspešna. Nezaposlenost med mladimi Kitajci je zelo visoka, tudi zelo dobro izobraženimi, ki so ravno tako vložili vse svoje resurse, vso podporo svojih staršev za to, da bi se uspeli na socialni lestvici, jim ne uspeva. Skratka, imamo zelo velika notranja ravnotežja. Po eni strani zelo veliko blagostanje svetovno, ki ga vidimo v teh milijarderjih, in zelo velika svetovne neenakosti, predvsem pa zelo velik prepad med med zelo močno privilegiranim dele prebivalstva povsod po svetu in velik prepad med tistimi, ki so izločeni. Tisto, kar pa želimo za resnično prenovo na lokalnih, nacionalnih in tudi globalnih ravneh, je širitev priložnosti, širitev možnosti za vse tiste, ki zdaj poskušamo izključiti. Zato se Trump najbolj sedaj znaša nad najšibkejšimi sloji prebivalstva. To, da družbe se bodo dobro razvijale, ko bomo znali okrepiti priložnosti za najšibkejše sloje prebivalstva, to bo dobro tudi za srednji sloj in tudi za neko bolj trajnostno, bolj vključujočo, bolj pluralno družbo prihodnosti. Dr. Nahtigal, najlepša hvala za vaša pojasnila, za ta analizo po prvih par dneh Trumpovega mandata. Hvala lepa še enkrat in upam, da še kdaj. Hvala lepa, z veseljem. Hvala lepa za vašo pozornost, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Kmalu smo spet z vami.